Velika noč je največji krščanski praznik, praznik Kristusovega vstajenja, ki ga letos obhajamo 4. aprila. Na vzhodnem Štajerskem veliki noči pravijo vuzem, na Krasu vazam. V zvezi s praznovanjem velike noči ne moremo govoriti zgolj o enem dnevu, ampak kar o obdobju, ki traja vse od srede po pustnem torku pa do velikonočne nedelje. Tako bi lahko rekli, da se velika noč začne s postom in konča ob bogato obleženi mizi, na kateri ima prav posebno mesto meso, ki naj bi se mu med postom odrekli. Lanska pa tudi letošnja velika noč je posebna. Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, se cerkveni obredi selijo na televizijo in splet. Nekaj pa ostaja enako. Velika noč je praznik družine, praznik pomladi in veselja. Tega se držijo v ansamblu Šepet. Mi si ga kar malo podaljšamo in začnemo že v soboto. Zjutraj naši najmlajši najprej pobarvajo jajčka. Mi z ženo Ireno pripravijo šunko, hren in kruh, moja mama in tašča pa spečeta odlično potico. Barvanje pirhov je zabavno tudi v družini Igorja Osredkarja, ki ga spremljamo v ansamblu Mladi Godci. Žena pripravi barve, sinova poskrbita za spektakularno barvanje kuhinje in tudi pirhov. Najmlajšim gotovo dišijo tisti čokoladni. Po ocenah vsako leto okoli velike noči prodajo tudi kar 80 milijonov čokoladnih pirhov. Prvo čokoladno velikonočno jajce so v komercialne namene izdelali leta 1873 v Veliki Britaniji. Velikonočne šege in navade so globoko zakoreninjene v nas in so pomemben del praznovanja. V nedeljo, torej na dan velike noči, se velikonočnega zajtrka, pirhov, hrena, šunke, kruha in potice razveselijo prav vsi člani družine, še posebej najmlajši. No in na dan praznika, zjutraj, ko se zbudimo, se zberemo pri polno obloženi mizi in uživamo kar skozi celi dan. Letos se tega praznika še posebej veselim, ker bo z nami še en član več. Namreč pred 2 mesecema in pol se nam je rodila vnukica Kim. Kim, rad te imam in komaj čakam, da ga bova skupaj praznovala. Mi ponavadi najprej zjutraj imamo obilen zajtrk z družino, potem pa razdelimo tako imenovano pisanko. Jaz sem botrca 2 malima junakoma in to naredim vedno potem po zajtrku in to je tako veselje. To je nek tak običaj, ki ga mi imamo v našem kraju. No, vem, da povsod po Sloveniji jim ni znana ta tako imenovana pisanka, ampak mi pa jo imamo in prinesem potem za veliko noč vedno darila tem mojim junakom in so tako veseli in to je tako veselje za cel dan. Pisanka torej ni znana vsem slovenskim pokrajinam, a na zahodnem Štajerskem je še kako živa. Znan slovenski etnolog Janez Bogataj nas spomni še na velikonočnega zajca, ki je tako kot jajce eden od simbolov plodnosti in rodovitnosti. Gre sicer za germansko navado, ki je na Slovenskem, z izjemo Štajerske, nismo poznali. Potem pa se je to postopoma razširilo in danes je zajec kot značilni germanski velikonočni simbol enakovredno zastopan tudi povsod po naši deželi. Najbolj letošnja velika noč prijetna, mirna v krogu družine in tistih, ki vam največ pomenijo. To pa je tudi največ vredno, kaj ne? V normalnih razmerah bi verjetno kje nastopali, tako bomo pa letos bolj v ožjem družinskem krogu praznovali in seveda se držali vseh ukrepov. Verjamem pa, da bo praznovanje vseeno lepo. Vam, draga družina, pa želim ene lepe, blagoslovljene velikonočne praznike in polno pirhov. Bodite zdravi, bodite srečni in imejte se radi. Živjo!